Nekaj bom povedala o optimizmu, veselju do življenja, pozitivni naravnanosti. Zelo mi je všeč izraz nenerganje, zato ker me nerganje nikoli ni nagovarjalo. Živi in delaj, vendar se ne pozabi igrati. Ne pozabi ljubiti. Če preveč delaš, življenje izgubi svoje ravnotežje. Če premalo delaš, lahko zblediš, zamreš. V vsem, kar počneš, najdi svoje ravnotežje, odkrivaj radost življenja. Vsak človek je posebna božja podoba. Je prišel po posebnem božjem načrtu. Otrok ima v sebi položene vse zasnove, ki so za izvedbo njegove naloge potrebne. Starši odkrivamo otrokove posebnosti, jih spodbujamo, ne zaviramo. Ali pač? Prav tako šola. Naši otroci so, kot kažejo raziskave, relativno dobri v reproduktivnem znanju. Uporabno znanje pa je pod povprečjem. Naši otroci so inteligentni, toda ne dosegajo pričakovanih rezultatov, tako dr. Branko Rajović, predsednik Svetovnega odbora za nadarjene otroke. Mednarodna raziskava je pokazala, da se po mnenju slovenskih otrok učijo manj, kot so navajali otroci iz drugih držav. Ali pa so naši otroci izjavljali, da so bolj obremenjeni kot v drugih državah. Celo Japonci manj, čeprav pregovorno so Japonci zelo obremenjeni. Torej jim je šola v bistvu večje breme kot v drugih državah. Učenje na pamet jih ne zadovoljuje. Vsak človek je prišel na svet radoveden. Vsak človek nosi v sebi svojo ustvarjalnost. Vedno se lahko vprašaš, ali uspevaš razvijati svoj potencial ustvarjalnosti. Ko življenje postaja rutina, ni več ustvarjalno, ni več dovolj. Ustvarjalnost pa pomaga opraviti nalogo, ki jo imaš. Daje življenju odprtost, polnost, optimizem. Zamislimo si skico, zasnovo umetnine. Vsak od nas je kot zasnova enkratne umetnine. Postopoma dodajam barve, obliko, poudarjam linije, sence, svetlobo, živost, tudi tesnobo. Počasi pride sporočilnost umetnine. Nagovarjamo čutenje, dušo. Da le ne ubijem ustvarjalnosti, da le ne izničim, kar sem ustvaril, ker je potem potrebno ogromno napora, da to ponovno oživimo, prikličemo v življenje, spodbudimo, da znova zaživi. Nujno je treba poiskati način, kako krepiti duha in telo. Potem lažje prepoznavam škodljive vzorce obnašanja, škodljive čustvene vzorce, gledam bolj realno. Delam s svojim telesom, se preizkušam, delam z glasom, besedo, se vživljam v odnose, pozorno opazujem tudi večkrat, vztrajno, začnem razumevati bistvo vloge moje in drugih, z zavedanjem, da se vse spreminja. Vsi okrog mene, vsi tisti, ki so stalno ob meni, tudi prijatelji, moji sodelavci, sopotniki, sosedje, vodje. Kadar srečam ljudi, ki so zaprti vase in se izogibajo drugim, in jih je strah, da ne bodo sprejeti, da ne bodo razumljeni, bojijo se ponovne bolečine ob zavrnitvi, vidim, da jih to privede v zdravstvene težave, v razočaranje, nemir, potrošništvo, pretirano delo, v razne zlorabe. Težko je trditi, kaj točno človeka privede do takšne odtujenosti. V zadnjih nekaj desetletjih je znanost o možganih in tudi številne psihološke in psihoterapevtske šole so dokazale ključni pomen zgodnjega otroštva za človekov osebnostni razvoj, celovito zdravje, ustvarjalnost, življenjsko naravnanost, raven življenjske sreče. Včasih je, a ni vedno izvor v otroštvu. Pozitivna naravnanost ima lahko korenine, prav tako tudi pesimizem, nerganje.
Če otroci v otroštvu namesto varnosti, sprejetosti, namesto ljubezni doživljajo ogroženost, zapuščenost, celo sovraštvo, se razvije nezaupanje, odpor, strah. Izkušnja dobre družine, dobrih, posebno prvih učiteljev tudi, je zelo dragocena, saj gradi podlago za več moči, več volje, več poguma. Je torej temelj za radost življenja, večjo trdnost tudi ob preizkušnjah, večjo odprtost za ustvarjalno življenje. Pa vendar je vsakdo odgovoren zase. In če se enkrat resnično odloči, zmore. Najmočnejša je prav odločitev za naravnanost, smer pozitivna ali negativna. Včasih ob kakšni življenjski zgodbi človeka pomislim, da res malo ali nič ne vem o človeku, čeprav ga vse življenje študiram. Me človek zanima, se z njim povezujem. Vem, da nič ne vem, mi postane zelo blizu izrek modreca. A nekaj pa vem. Če se človek odloči, da bo polagoma zaživel svojo posebno, enkratno pot, kjer se pristno začuti v svojem bistvu, potem hodi v odprtosti za novo, v povezanosti z ljudmi, ki jih vedno bolj sproščeno in ustvarjalno doživlja. Včasih nam manjka res tega otroškega navdušenja. Vse, kar je v življenju stalnica, so spremembe. To spoznanje je temelj pozitivne naravnanosti. Se naravnam na spremembe in se nanje prav odzivam. Se vsaj odzivam, če se ne popolno, kot znam, in se učim in hodim in grem naprej. Tako kot v zdajšnjem času, ko so naši vrtovi polni raznih sadik in ko opazuješ kakšen zid, kjer se po zidu plazijo polži navzgor, pa padajo dol, pa spet začnejo, pa pada dol, pa spet. Redko komu sicer uspe, da pride na zid in potem pade z vrha zidu v blagostanje, ampak ta vztrajnost je nekaj posebnega, ko jih opazuješ. In pač, življenje se včasih drži na smeh, včasih pa komaj zadrži solze v očeh, pravi pesnik. In vprašajmo se, komu so moje solze namenjene, komu moj smeh, česa je v mojem življenju več. Da ostanem v drži optimizma in veselja do življenja, ni dovolj odločitev. Pospraviti moram pred svojim pragom, se osvoboditi sovraštva, fantazijskega strahu, počistiti s praznimi pričakovanji, da bodo drugi namesto mene živeli in pač reševali mojo lenobo, namesto mene prevzemali odgovornost. Bolje, da živim preprosto in potem lahko veliko dajem, kar odpre vrata drugim, da me zasipajo z dobrotami vseh vrst. Niso v prvi vrsti materialne, čeprav prav pride, če mi tudi to kdo pomaga, da dopustim, da mi pomaga, ko se znajdem v zagati ali nepredvideni zagati. A ne kot, da je to njegova naloga, le če on tako čuti, če hoče. Pa razmislimo še širše. Ali ni naša družba preveč homogena in ne dopušča dovolj razvoja ustvarjalnega potenciala, ki povečuje optimizem, veselje do življenja? Ali moramo v Sloveniji narediti nekaj za to, da bomo vrnili dostojanstvo ustvarjalnemu intelektualnemu delu, ne da ga izničujemo na račun storilnostno nezadostnega fizičnega dela? Ali z omejevanjem, zapovedmi, prepovedmi ne blokiramo preveč možnosti za razvijanje naših potencialov? Ni dovolj priložnosti za nova vprašanja, odprtost? Kaj ukreniti, da se poveča v šolah uporabno znanje, učenje, ki vključuje razmišljanje? Všeč mi je misel, Kitajci že takrat, ko berejo, morajo razmišljati. Nam to ni treba. In 15-letna Ana pravi, najlažje dobiš 5, če ubogaš učitelja natanko tako, kot reče, ker zahteva točno določen odgovor. Točno tako, kot on pričakuje, odgovoriš. Kako iz kulture strahu v kulturo upanja?
iz kulture strahu pred krizo preidimo v ustvarjalno držo, kriza je tudi priložnost. Usmerimo se v prihodnost, časi so vedno prelomni, kar naprej so novi, drugačni. Kako pa kristjani odgovarjamo na izzive? Tudi kot kristjani imamo veselo oznanilo. Torej je veselje in optimizem povsem logična in reprezentativna drža, ki pokaže mojo raven vere v Kristusa večno življenje. Evangelij je vendar veselo oznanilo. Kristjani pa se pogosto držimo, kot bi bili krščeni s kisom, ne z vodo. Vprašam se, kaj jaz lahko naredim v svojih vlogah. Ne samo v družini, v zakonu, kot vzgojitelj, učitelj, v svoji profesionalni vlogi in v prostem času, kot prostovoljec, kot državljan. Kaj lahko prispevam za prihodnost nas, tudi mene, ne pa kaj mi morajo drugi zagotoviti, da se lahko premaknem iz pasivnosti in nerganja. Če samo še omenim odnos do življenja nekoga, ki ima ustvarjalen značaj v primerjavi z neustvarjalnim značajem, ki ima polno zamorjenosti, zaskrbljenosti, tesnobe, strahu, recimo tudi strahu pred smrtjo, potrtost, prevlada žalost, včasih obup. Ustvarjalen značaj pa ima tisto radoživost, doživlja življenje, se ga veseli, se ga radosti, skuša navduševati, vzbuja to veselje, podpira stvari, da se odvijajo. In seveda tudi nekaj podobnega tudi v odnosu do prihodnosti. Ustvarjalni značaj je povsem drugače naravnan kot neustvarjalen, kjer prevladuje nezaupanje, skepticizem, malodušnost, črnogledost, pesimizem, negativna pričakovanja, tarnanje, katastrofičnost. V primerjavi z ustvarjalnim, ki je zaupanje, prevlada zaupanje, optimizem, pozitivna pričakovanja, upanje, neka razigranost tudi. Ampak seveda tukaj se je treba vprašati, ali jaz lahko spreminjam druge. Pravzaprav moram začeti pri sebi, v odnosu do sebe. In tukaj gre za neko bistveno misel, da takrat, ko je človek neustvarjalen, zanemarja sebe. Tako telesno, kot duševno, duhovno, osebnostno, medosebno, dejavnostno, življenjsko, v primerjavi z to naravnanostjo, da jaz poskušam nekaj ustvariti in se resnično zavzemam za svoj razvoj. Torej skrbim za svoj razvoj, tako telesni, duševni, duhovni, osebnostni, medosebni, življenjski, v raznih dejavnostih. Kako lepo, da vidim luč, da vidim prihodnost, ki ni prazna, da jo znam osmisliti, da ji zaupam, ker je moja. Edino to imam. Veselim se vsega, kar imam in kar me še čaka, in da je najvažnejše to, da sem, ne kaj imam.